22. aprila obeležujemo Svetovni dan Zemlje in na ta dan je potekala slavnostna prireditev v baročni dvorani Radovljiške graščine, kjer je doktorica Petra Bole, direktorica Radovljiških muzejev, predstavila novo knjigo Svet opraševalcev, ki pa je nadaljevanje projekta čebelarske razstave S človekom in čebelo. Župan občine Radovljica Ciril Globočnik, predsednik uprave SVIT banke mag. Damjan Polinar, direktorica dr. Petra Bole, avtorji projekta Ivan Jesenko in dr. Andrej Šabehar, cenjena slavnostna govornica profesor dr. Lučka Kajfež-Bogataj, gospa Aleša Mižigoj, prijateljice in prijatelji, podporniki muzeja, učenci, učenke, učitelji in učiteljice, dobrodošli. Spontan aplavz. Dobrodošli med čebelami in drugimi opraševalci. Prisrčno pozdravljeni v Radovljici na odprtju projekta Svet opraševalcev čebelarskega muzeja. Za dobro jutro smo slišali Urbana Kodra, Cvetje v jeseni, godalnega orkestra Glasbene šole Radovljica pod vodstvom profesorice Vanja Stare-Vinkovič. Spoštovani župan občine Radovljica, spoštovani predsednik SVIT banke, brez katerega tega projekta ne bi bilo, spoštovana dr. profesorica Lučka Kajfež-Bogataj, gospa Aleša Mižigoj, spoštovani gostje, učenci, učiteljice, predvsem pa sodelujoči in soustvarjalci našega projekta Svet opraševalcev. Vesela sem, da smo se danes zbrali v takšnem številu. Svet naš Zemlje je sicer star že več kot 4,5 milijarde let. Dan Zemlje pa nekako obeležujemo dobrih 50 letij. Vesela sem, da vam lahko danes predstavimo prav poseben projekt, to je projekt Sveta opraševalcev, ki je nekako nadaljevanje naše stalne razstave, ki smo jo postavili v lanskem letu, Živeti skupaj v čebeli in človeku, in v bistvu na nek, rekla, bolj poglobljen način predstavlja ta Svet opraševalcev. Danes smo priča ponovno slovesnemu dogodku, nadaljevanje projekta S človekom in čebelo Svet opraševalcev. Res je, danes nadaljujemo projekt naše nove stalne razstave, ki smo jo odprli lansko leto, Živeti skupaj v čebeli in človeku, in sicer za tematiko sveta opraševalcev. Ponosni smo, da smo pridobili sredstva sponzorja, SVIT banke, ki nam je omogočila izdajo seveda te naše, rekla, tretje knjige, ki govori o pomenu opraševanja, to se pravi, zakaj so opraševalci sploh pomembni, kaj bo v prihodnosti z našo hrano, koliko različnih vrst hrane, ki jo še poznamo, bomo sploh še imeli na krožnikih. Več kot 80% različnih kmetijskih rastlin je odvisno od teh, pravzaprav teh opraševalcev, ki pa niso samo medonosna čebela, ampak tudi čmrli, čebele samotarke, različni drugi naključni opraševalci, prav tako metulji. Njihova ogroženost v današnjem času pa je seveda zaskrbljujoča. Velika ogroženost je prav čebel v zadnjem času. Res je, čebele so zelo ogrožene, prav tako tudi ostali opraševalci, ogrožajo jih predvsem podnebne spremembe, agresivno, intenzivno kmetijstvo, potem različne bolezni, kot je recimo varoja, sevanja, potem izguba njihovega življenjskega prostora. Skratka, veliko vrst različnih čebel je že izumrlo, nekaterim pa to tudi grozi. Morda opraševanje beseda sama kot taka nam ne pove prav veliko, ampak dejansko 80% rastlin in drugih kmetijskih, bomo rekla, tudi rastlin je odvisno od opraševalcev in opraševalke niso samo medonosne čebele, samo naša kranjska čebela, kateri je posvečen naš čebelarski muzej, so tudi drugi opraševalci in seveda v današnjem času, v sodobnem času se soočamo res z težavami oziroma ogroženostjo teh naših prečudovitih žuželk in kaj bo z našo mlado generacijo, kakšno hrano bodo še imeli na svojih krožnikih, če teh opraševalcev
kdo več. Vse to predstavljamo v monografiji, razstavi, igrici, tako da res prisrčno vabljeni, da se to vse ogledate. Hvala lepa. Petra, hvala. Nekaj besed o fotografiji, nastajanju te knjige in razstave pa nam bo zaupal pisatelj, fotograf in naravovarstvenik Ivan Jesenko. Izvolite, prosim. Lepo pozdravljeni vsi skupaj. Moj prispevek v tej knjigi so fotografije in moje izkušnje. Namreč naš vrt, domači vrt je celoti prirejen tem eksperimentom. Tudi tisti, ki me spremljate, ki drugje, recimo na Facebooku sem zdaj objavil gnezdilnice opazovalne za samotarske čebele, oziroma čebele samotarke. To so več neki moji patenti, že več kot 20 let se to odvija v našem domačem vrtu. Za to, da je pa fotografija moja velika ljubezen, pa vsi vemo, tisti, ki berete moje knjige, članke. Pač to, kot sem omenil, drži, to je družinsko delo, zahvaljujem se ženi, ki me pri tem izjemno podpira, pomaga. Pri samem delu, pri knjigi, se pa zahvaljujem prvi vrsti muzeju, temu prijaznemu kolektivu dobrih ljudi, ki sem jih zdaj v tem času spoznal, posebej doktorici Petri Bole, direktorici. In še nekoga imam tu, ki ga vidim med nami, to je dr. Andrej Gugala, ki mi vsakič nesebično in z veliko izkušnjo pomaga pri determinaciji posameznih vrst samotark, čmrljev in še česa. Vesel sem tega odziva, sploh, ker vas vidim same odlične ljudi, da vas zanimajo te drobne stvari, ki pa niso drobne. Kajti, če so ta tako imenovan mrčes neopazne, to bomo bolj manj kot jih je, bolj bomo to opažali, da jih ni. In posledice za počinje. Mi govorimo vsak dan, vse povsod in se ne bi to ponavljal še jaz. Zahvaljujem se vam vse na to. Ivan Jesenko, vi ste fotografi, ste dali pomemben prispevek k tej razstavi s človekom in čebelo v Čebelarskem muzeju v Radovljici. Res je, hvala za te besede. V bistvu sodelujem s to ustanovo, ki jo poznam že mnogo let in do zdaj niti nisem vedel, da bom kdaj postal tudi na nek način del nje. To je lep, izjemen občutek. Z veseljem sem prispeval fotografije, tudi znanje in izkušnje, tudi v tej novi knjigi, ki je zdaj išla, ki je postala res izjemno lepo delo. Ta knjiga ima čudovite fotografije, ki ste jih pač posneli oziroma fotografirali in jih v tej knjigi objavljate. Da, to so fotografije večinoma iz mojega vrta doma, iz mojega čebelnjaka tudi. Doma imam eksperimentalno postajo, bom temu kar rekel, s temi žuželkami, predvsem s hoteli za čebele samotarke. Ukvarjam se jasno tudi s čmrlji, da ne govorim o tem, da sem aktiven čebelar že iz svoje najstniške dobe, se pravi več kot 50 let. Tam so tudi, to je tudi kar nekaj knjig mojih išlo na to temo, na temo čebelarstva. Ne samo pač druge, ker me tudi poznajo, namreč največ se dotikam te vrtne ekologije oziroma živalskega sveta, ki je del nje. V bistvu nadaljujete tradicijo od vaših najstniških let. Res je, v bistvu živim svojo najstniško dobo še naprej in jo pilim v starejšega najstnika. Tako je. Hvala, iskrene čestitke. Hvala tudi vam za pozornost. Dan Zemlje je letni dogodek, ki se praznuje 22. aprila, ko se odvijajo dogodki za osveščanje glede varovanja okolja na našem planetu Zemlja. Praznovanje se je prvič organiziralo 1970 na predlog mirovnega aktivista Johna McConnella na UNESCO-vi konferenci. Dogodek zdaj koordinira globalna mreža Dneva Zemlje in vsako leto praznujejo v več kot 190 državah, med njimi tudi v
Sloveniji. Sledi pesem Ballad Adeline Paula Desenvilla, nato pa bo slavnostna govornica na odprtju projekta v svetovnem dnevu zemlje, klimatologinja, profesor dr. Lučka Kajfež-Bogataj. Izvolite. Kljub napredku znanosti in tehnologije, ki nam daje ta vrljivi občutek moči, smo še vedno, prav tako kot vsa živa bitja, nesestavni del zemeljske narave. Naše življenje in obstoj sta na dolgi rok popolnoma odvisna od nemotenega delovanja ekosistemov. Ti na primer vnavajo sestavo ozračja, zlasti količino ogljikovega dioksida, ter s tem podnebne razmere. Ekosistemi pretvarjajo sončevo ljubijo hrano v les in vlaknine. Brez raznolikosti vrst in delujočih ekosistemov ne bi imeli ne dovolj pitne vode, niti takšnega zraka, kot ga dihamo. Ne bi bilo ne opraševanja, ne kmetijstva, ne večine zdravil, uravnavanja vremenskih vzorcev in naravnega čiščenja naših odpadkov. Vpetost v naravno okolje je temelj našega življenja na Zemlji, a se te pomembnosti premalo zavedamo. Želja vse več ljudi po nenehni gospodarski in materialni rasti ne upošteva dejstva, da imamo na voljo omejene, torej končne in neobnovljive naravne vire. Živimo na planetu, ki ne raste. Hitro se približujemo zgornjim mejam možnosti planeta, da še brez nepopravljive škode
prenesel pospeševanje rasti človeštva. Ljudje že ogrožamo stabilnost lastnega planeta do te mere, da se nam pod domi ne pobirajo zakonitosti kroženja energije in snovi v naravi, ki so bile prisotne na milijone let. Svet se je od časa, ko je živel in deloval znameniti čebelar Anton Janša, krepko spremenil. Na planetu ne živi 7-krat več ljudi. In danes bo povprečju vsak zemljan porabil vsaj 6-krat več energije in drugih naravnih virov. Zemljan je danes, če je merilo globalni družbeni proizvod, tudi 20-krat bogatejši, ter 1000-krat bolj mobilen kot v času Antona Janša. Izumili smo antibiotike, mineralna gnojila, motor z notranjim izgorevanjem in množično začeli spreminjati ekosisteme ter uporabljati fosilna goriva, sprožili globalizacijo gospodarstva in postali zagrizni potrošniki. Spremenile so se tudi naše vrednote, saj nam pomeni imeti več kot biti. Dobiček več kot skromnost in stalna gospodarska rast, več kot trajnostni razvoj. Hitro gospodarsko rast še vedno ustvarjamo za naraščajočim izkoriščenjem javnih ljudi, od ekosistemov, naravnih virov, genetskega materijala in drugega javnega dobra, ter izčrpavanje revnih držav. Izkoriščanje javnega dobra spodbuja zapoved nenehne ekonomske rasti. Ta pa jasno temelji na vključevanju vedno večjega števila ljudi v globalno ekonomijo in s promocijo reklamno naraščajoče potrošnje. Planet, ki ne raste, človek torej spreminja misleč, da bo od tega imel nenehne koristi. A to počnemo negospodarno in planet se že razvija. Poseganje v naravo je sicer pripomoglo k razvoju človeštva, a cena za to so naraščajoči stroški za blaženje učinkov nepredvidenih tveganj in nepričakovanih dogodkov, ki jih prinašajo podnebne in druge spremembe. Naivno bi bilo pričakovati, da vse povedano nima vpliva na opraševalce, ki se v tako kratkem času nikakor niso mogli prilagoditi na vse spremembe. Vsi poznamo glavne grehe moderne civilizacije, od zgrešene rabe tal, rabe fosilnih goriv, drobljenja zemljišč, intenzivnega kmetijstva, čezmerne paše živine, prekomerne rabe fitofarmacijskih sredstev, do uvajanja genetsko spremenjenih organizmov. Ko pozorno spremljam na primer pomore čebel, opažam, da se ti dogajajo vse pogostejše. Tudi populacije drugih opraševalcev se krčijo. Glavni krivci za tragedije niso le fitofarmacijske pripravke, temveč tudi bolezni, virusi in predvsem izguba habitatov. Žal so tudi podnebne spremembe že vidne in to ne le pri višjih temperaturah, sušah, pozebah, neobičajnem razvoju rastlin. Posredno vplivajo na vsa živa bitja, tudi na žuželke in zagotovo na opraševalce. Svetovna in evropska politika pa tako kot pri izgubljanju biotske pestrosti tudi pri podnebnih spremembah mlačno reagira, ker se pač noče zameriti glavnim krivcem. Nenazadnje je politika v veliki meri pri svojem pohodu na oblast odvisna od finančno-ekološko velikih podjetij. Pa ne gre za fitofarmacijske korporacije, za velika naftna podjetja ali termoelektrarne naprej. Opraševalci, še zlasti čebele, pa so pravzaprav indikator stabilnih razmer v okolju in na vsako spremembo močno reagirajo. Temperatura zraka v Sloveniji se je samo v zadnjih 50 letih povečala za skoraj 2 stopinji. Rastline olistajo in cvetijo prej, tudi medijo drugače. Vročinski valovi se nam pojavljajo vedno bolj zgodaj, spremenile so se tudi razporeditev padavin, zelene zime in poletne suše. Temperatura v prihodnosti bo le še naraščala in ekstremnih vremenskih pojavov pa kvečemo še več. Vsi opraševalci bodo to občutili tako neposredno kot posredno. Neposredni vplivi drugačnih vremenskih vzorcev bodo spremenili življenjski cikel opraševalcev. Zaradi zgodnejših pomladi in daljših jeseni bodo ti dejavni dalj časa. Vprašanje pa je, koliko jih bojo prizadele vse pogostejše poletne vročine. A spremenilo se bo tudi okolje, v katerem živijo. Vročina za sušo bo zagotovo stresna za medonosne rastline, ki bodo zato vse manj zanesljive
Nekatere rastline se bodo ohranile na ozkih območjih, naprimer na višjih nadmorskih višinah. Čebele, naprimer, bodo tako izgubile določene paše in brez pašne obdobja se bodo podaljšale. Pričakujemo sicer lahko, da bodo medovite rastline domestile nekatere nove, vendar to ne bo možno čez noč in opraševalce čaka nestabilna prihodnost. Vpliv podnebnih sprememb na opraševanje je še neraziskan, a zanesljivo postaja pomembna. Podnebne spremembe so zanesljivo še dodaten stresni dejavnik, ki bo prispeval k počasnemu izumiranju edinstvenih lokalnih populacij, ki se bodo težko prilagajale na novo podnebje. Čas, ki ga živimo, ni več dogoden, ne za ljudi, ne za ostala živa bitja. In tudi leta, ki prihajajo, bodo za mnogi čas bolečih sprememb. Če življenje preko svojih zmožnosti od virov izposojenih od prihodnosti se končuje. Ljudje se s tem težko sprijaznimo. Podobno težko, kot so se v Kopernikovih časih, ko je postalo jasno, da Zemlja ni središče vesolja. Podobno težko, kot je bilo darjeno na spoznanje, da je človek le še ena živalska vrsta več. In podobno težko, kot se je sprijazniti s Freudovo ugotovitvijo, da človeški ni povsem racionalen. Tako kot je bil zgrešen gospodarski model komunizma, je popolnoma netrajnosten in tudi zgrešen trenutni model kapitalizma. Saj ta gospodarski model ne ceni narave, zakita več ali manj brezplačna samopostrežba. Naprimer, delo opraševalcev ni finančno upoštevano. Čeprav, naprimer, samo čebele v Evropi prispevajo kar 22 milijard evrov ekosistemskih storitev letno, ali ocenjeno za Slovenijo vsaj 110 milijonov evrov. Nesmiselnost nenehne zahteve porasta in okoljski problemi povezani s tem se vse bolj odražajo tudi v naših življenjih. V digitaliziranem svetu vsak dan presedimo od 5 do 10 ur pred raznimi ekrani. Od računalniškega, televizijskega in telefonskega. Povprečju vsak dan pošljemo 30 elektronskih sporočil. Vsak peti pa porabi dnevno ure in ure na družabnih omrežjih. Človeštvo vsak dan naloži na splet 5 milijarde fotografij in vsako sekundo 24 mesecev video vsebin. Živeti bi morali vsaj 70 milijonov let, da bi si ogledali večino prispevkov, ki so se ta trenutek znašli na svetovnem spletu. Podobno nesmiselno je potrebno kopičenje materialov. Tudi za ljudi s poveč hišami, stanovanji in avtomobili ima dan le 24. Nenehno trošenje je znak, da nam nekaj manjka in da svoje zadovoljstvo potrebujemo zunanje vzgibe. In pri tem se hitro ujamemo v zamko. Z večjim trošenjem se hkrati povečujejo tudi naša pričakovanja in želje. Zato potrebujemo delati več, da bi ostali na isti ravni zadovoljstva. Več kot delamo, več potrebujemo. To seveda izkorišča obstoječi gospodarski sistem, ki nas potem zlahka zbombardira z vsemi možnimi izdelki, ki so potrebni za popolno srečo. Tako torej do zelene prihodnosti. Pomembna sestavina sprememb, ki so potrebne, je spreminjanje našega življenjskega sloga in miselnosti. Krepitev povezava med znanostjo, politiko in družbo ter sodelovanje državljanov sta pomembni sestavini procesa dolgoročnih rešitev. A vse izkušnje kažejo, da je prva na potezi politika. Politika bi morala imeti vizijo trajnostnega razvoja in obenem upoštevati znanja, ki so na voljo. Spodbujati bi morala inovacije in izboljšati upravljanje tako na gospodarskem kot na družbenem področju. Nastopiti bo moral čas, ko bomo v naravi razmišljali drugače. Čas, ko bomo upočasnili zunanjo rast in jo postopoma zamenjali z notranjo rast. Zamenjava količine z kakovostjo nikoli ni slaba izbira. Samo tako bomo lahko šli spet naprej. Pisatelj Umberto Eco je nekoč zapisal: ja, za skok se moraš pognati naprej, zato pa moraš dobiti zalet, torej stopiti nekaj korakov
Če tega ne storiš, ne moreš. Spoštovani zbrani, današnji dan odprtja projekta je pomemben dogodek, ki že prispeva k delovanju na letošnjo temo Dneva Zemlje. Vlagajmo v naš projekt. Vsi skupaj se bomo naučili nekaj novega. Spoznali bomo rešitve za probleme opraševalcev. Združili se bomo in si prisluhnili. Zanesljivo se nam bodo porodile nove inovativne ideje, kako zmanjšati svoj vpliv na okolje. Lahko se odločimo za male korake, še bolje, da poskusimo narediti velike. Že danes lahko znižamo, gasnemo, recikliramo, zmanjšamo, jemo s premislekom in pametno izberemo način prevoza. Predvsem pa se aktiviramo. Zato je današnji dan vesel in slavnosten. Naj vam na koncu zaželim vse dobro, z željo, da se čim prej še kdaj srečamo. Doktorica Lučka Kajfež, Bogataj, klimatologinja, prav na Svetovni dan Zemlje ste naredili en tak čudovit govor na svetu opraševalcev tukaj v baročni dvorani Radovljiške graščine. Naj rečem še to, letošnji Svetovni dan Zemlje je posvečen planetu, kamor sodijo prav gotovo tudi čebele in ostali opraševalci. Ja, res je. Tukaj gre za to, da je moto ravno letos, da se moramo aktivirati, moramo vlagati, moramo se po drugi strani tudi ozavestiti, koliko problemov imamo. In seveda en eklatanten primer, kaj lahko gre narobe, je ravno izumiranje vrst. In med vrstami, ki so za človeka izjemno pomembne, so opraševalci. In v času, ko imamo pravzaprav negotovo situacijo glede prehranske varnosti, celo vrsto že drugih pritiskov, moramo narediti vse, da vsaj tisto, kar je odvisno od okolja, še vedno funkcionira in nam omogoča kakovost življenja. No pa vendar se tudi sam planet zelo spreminja skozi čas. Ja, to je res in vedno so spremembe bile, samo problem sprememb danes je, da so to hitre spremembe, na katere se živi svet ne more prilagoditi. In seveda problem je tudi ta, da večino slabega, če tako rečem, smo zakrivili mi ljudje. Tako da skrati pa je to tudi rešitev. Če prepoznaš, kaj je šlo narobe, tudi lažje najdeš rešitev iz tega. Torej, vi kot strokovnjakinja menite, da je pot nazaj? Pot nazaj sigurno ni prepozno, je pa zelo, zelo pozno, ampak po eni strani seveda rešitve so zelo lahko tehnološke, to ljudje radi sprejmejo, ampak mogoče večji del rešitve je pa tudi v nas samih. Kako gledamo na to, kaj je v življenju pomembno, a nam je res pomembno imeti bolj kot biti, in seveda za svojim nekako potrošniškim stilom življenja močno prispevamo k nastali situaciji. To se pravi rešitev, je nekako prevrednotiti, kaj je v življenju resnično pomembno in to zunanjo rast, materialno rast zamenja z notranjo rastjo. Tukaj le potem nekako vsi pridobimo. Medex kot generalni pokrovitelj Čebelarskega muzeja se močno zaveda pomena čebel in drugih opraševalcev za ohranitev biodiverzitete in sveta, kot ga poznamo. Med družbeno odgovorno podjetje spada tudi Medex v mednarodnem projektu Help a Bee, Plant a Tree in vabi vse, da na help-a-bee.com posadijo virtualno drevo, saj bo Medex za milijon virtualnih dreves posadil 10,000 dreves v naravi. Ampak več o tem projektu, ko se direktorica gospa Aleša Mišegoj. Ker upam, da boste vi ravnali drugače, kakor smo ravnali mi ali naši očetje in mame. Se pravi, odgovorno do narave, da bomo imeli lep svet. Izjemen nagovor dr. Lučke Kajfež-Bogataj bi mogoče še v parih številkah rekla, če se zavedamo, da je vsako leto razseljenih 8 milijonov ljudi, zato zaradi vremenskih ujem, zaradi dvigovanja gladine oceanov, ker se topijo ledeniki, da smo v 50 letih znižali živalsko populacijo za skoraj 70%. In da, če bomo nadaljevali v take smeri, pomeni, da bomo imeli leta 2125% manjši družbeni proizvod. Se pravi, bo nastala revščina, ker bo toliko denarja potrebno
potrebnega za vzdrževanje našega življenja na zemlji. Se pravi, stvari so zelo resne, hkrati pa danes ne pomenijo veliko. Recimo pri avtomobilu, ki je vreden $30,000, bi pomenil, da proizvedemo ogljično nevtralen avtomobil zgolj $600, da pri $400 vrednih recimo telefonov samo $4, se pravi, vložki danes niso tako veliki, ampak zaradi tega neusmiljenega kapitalizma in imeti več in biti najcenejši, tonemo vedno globje. Tako da, nažalost je okolje stvar vseh, ne samo posameznikov, in dokler se vsi svetovni voditelji ne bodo zavedali, da smo skupaj, se bomo žal težko premaknili. In upam, da se res v prihodnosti spremenijo stvari. V Medexu se zavedamo tega, da moramo predvsem ustvarjati čebelam prijazen svet, kajti le v čebelam prijazen svet bo lahko pomenil tudi svet, ki bo prijazen za človeka. Zato podpiramo različne projekte in naš projekt, ki ga odpiramo danes ob Svetovnem dnevu zemlje, je Help a Bee, Plant a Tree, in sicer posadi drevo, da čebelam bo lepo. In ker smo resnično živimo v globalnem svetu in se premalokrat zavedamo stvari, ki so izven naših meja, to pomeni stvari, ki se dogajajo na primer v Afriki, kjer so iztrebili drevesa v želji za gradbenim materialom, za ogrevanje. In imamo recimo področja, na primer Madagaskar, ki ima samo 10% gozdov, ki bi jih lahko imeli, ali Tanzanija, ki jih ima tudi dosti manj, smo se v tem projektu odločili, da posadimo in verjamemo, da bomo delili naše želje po svetu, da bomo posadili 1 milijon virtualnih dreves. In danes je odprta stran, kjer se lahko vsak dobi posadi virtualno drevo in tudi vsi otroci v Slavi dobite recimo potem za podpis velikega ambasadorja čebelarstva in ohranjanja planeta Tadeja Pogačarja. In za teh 1 milijon posajenih dreves bomo posadili v Tanzaniji 10,000 medonosnih rastlin, dreves, ki bodo tistim prebivalcem tam omogočala in razvoj čebelarstva in seveda boljše pogoje, ker bojo imeli na voljo boljše okolje in seveda drevesa, ki so jih nažalost izsekali. Tako da resnično hvala vsem in naredimo danes nekaj, ker vsekakor je bolje, da že danes naredimo, morali bi pa včeraj, da bo jutrišnji svet lepši. Hvala vam in srečno. Aleša Mižigoj, vi ste direktorica Medexa Ljubljana in pravkar ste začeli en čudovit projekt. Zakaj ta odločitev? Tako pomembno je, da se ljudje zavedamo opraševanja, njihovega učinka na našo biotsko diverziteto in seveda, kako ogroženi so naši opraševalci in posebej med njimi čebele. In zavedati se moramo tudi, da je cel svet, da živimo samo na eni zemlji in zato moramo skupaj sodelovati. V Medexu smo se odločili, da odpremo projekt Plant a Tree, Help a Bee, in sicer po slovensko pomagaj posadi drevo, da čebelam bo lepo. In tako imajo vsi, prav vsak med nami možnost posaditi virtualno drevo. To vam bo vzelo 1 minuto časa in tako bomo sodelovali v prelepi akciji, kjer želimo v teh najbolj degradiranih področjih, kjer so ljudje izsekali gozdove z namenom, da so pridobili gradbeni material, z namenom, ker se je tako razširilo prebivalstvo, ker so imeli les za kurjavo, da zopet imamo gozdove, da imamo dom za opraševalce in tako smo s tem projektom bomo v Tanzaniji posadili 10,000 medovitih dreves, ki bodo tamkajšnjih prebivalcem omogočala razvoj čebelarstva in seveda izboljšala kvaliteto življenja, ne samo njim, ampak celemu svetu. Zavedajmo se, da vsi dihamo isti zrak in da voda obliva prav vse kontinente. To je popolnoma nov projekt, s katerim ste pričeli?
Ja, to je popolnoma nov projekt, ki smo ga začeli danes na Svetovni dan zemlje. Torej, kako dobro in zdravo bomo živeli mi in naši otroci. In potem, dragi otroci, tudi vaši otroci in naprej. Je zelo povezano s tem, kako bomo ravnali z naravo. Če namreč mi z naravo dobro ravnamo, nam to narava večkrat vrne. Opraševanje je eno izmed nevidnih dragocenih daril, ki nam jih ponuja narava. Namreč okoli 3/4 poglavitnih rastlinskih vrst na svetu za preživetje vsaj vedno potrebuje opraševalce. Ti so neprekinjeno pogrešljivi pri ohranjanju raznolikosti in pestrosti v naravi, ajmo reči, biodiverziteti. In tudi pomembno vplivajo, koliko hrane bomo narava dali, kako dobra in kako zdrava. Torej, opraševalci so tako z več vidikov pomembni, kako dolgo in kako dobro bomo ljudje živeli. Mi, ki smo zdaj tukaj in naša vrsta. Nažalost, mi ljudje z našimi dejavnostmi, včasih v dobrih željah preživetja, včasih v želji, da bi imeli čim več stvari, otežujemo bivanje in preživetje. Tako se sedaj srečujemo s podnebnimi spremembami, ki vplivajo na pridelavo hrane, pretežno monokulture, potem je to segrevanje ozračja nasploh, pa bolezni, uporabljajo različna kemijska sredstva za zaščito rastlin in tu so še tudi škodljivi vplivi. Vse to je povzročilo, da so tudi naši opraševalci vse bolj ogroženi, zato ne gre drugače, kot da ukrepamo prav vsak izmed nas, začenši pri samih sebi. Prihajam iz SID banke. V banki delamo z veliko denarja, ki pa glavno ni naš, ampak nam je dan v skrbo od drugih, da z njim previdno in skrbno ravnamo in da ga lahko vrnemo in damo naprej. In prav zato, ker moramo biti skrbni in previdni tudi, ko gre za naravo, pri naravi je podobno. Dan nam je na izposojo in prav je, da jo vrnemo takšno ali boljšo od našim naslednjim generacijam. Tako da prav zato smo veseli, da je SID banka danes lahko postala del zgodbe, ki jo zavešča o pomembnosti opraševalcev. Kot spodbojevalna razvojna in izvozna banka spodbujamo konkurenčnost slovenskega gospodarstva. Še posebej se pa ukvarjamo zadnjih že več kot 10 let. Magister Damjan Dolinar, direktor SID banke, kako je pravzaprav prišlo do sodelovanja med Čebelarskim muzejem in pa SID banko? Ja, SID banka se že več kot 10 let ukvarja z trajnostnim razvojem, z iskanjem načinov, kako podpirati gospodarstvo in obenem na način, da se tudi poskrbi za naravo. In tako je SID banka tukaj najdla neko pot pri sodelovanju s čebelarji, tako da je že v preteklosti pomagala z donacijami pri 3 čebelnjakih in tako je prišlo tudi tukaj do tega sodelovanja v stiku z gospo direktorico Boletovo in takoj smo temu prisluhnili in pristopili k projektu. Ali SID banka podpira tudi take podobne projekte, kot je ta? SID banka podpira takšne projekte, ves čas išče, kako obenem, ko podpira gospodarski razvoj, konkurenčnost, podpirati trajnostni razvoj, zato da bo ta planet ostal za naše zanamce. To se je zgodilo prav na 22. aprila na Svetovni dan zemlje. Drži, bom rekel, datum je simboličen in zaradi tega ta dogodek danes še toliko bolj čudovit. In kamor spadajo tudi čebele. Točno tako, tudi čebele in tudi drugi opraševalci. Dovolite mi, da v zaključku rečem takole. Čebela je tako lepa slovenska beseda in je tudi beseda velikega slovenskega pesnika Otora Župančiča, ki takole nagovarja nas, ki radi poslušamo o čebelah in ki skupaj z Župančičem kličemo čebelici. Čebelica, odkot in kam te nesejo peruti? Po jasni zračni poti? Čebelica, odkot in kam? Svet opraševalcev je izjemno raznolik in pomemben za vse nas, tako da res vabim, da ga spoznate v našem projektu Svet opraševalcev. Da vas povabim še na pokušino okusov radovce kuharskega mojstra Uroša Štefelina, nagrajeno eko pravilo Hristjana Ajda Radoške čokolade.
čokoladnice in spoznavanje avtohtonih semen izmenjevalnice semen, med njimi boste našli tudi prav posebne stare sorte semen. Za zaključek tega jutra še ena pesem godalnega orkestra One Republic, Beethoven's Five Secrets. Lep dan vam želim, prijetno druženje, hvala za obisk in budite vedno dobrodošli v Čebelarske. Hvala.